Zunaj se bliska, pripravlja se na nevihto, ura je 8 zvečer. Obožujem ta čas tik pred nevihto, zato ker se vse malo umiri in pol... Če veš, kaj mislim. Razmišljam, da bi šla v kino, ob 9 je film Whitney Houston. Ne vem sam, a je malo čuden iti v kino sam. Danes bomo snemali video, ki je bil zelo requestan in sicer kaj je na mojem telefonu. Preden pa skočimo v tale video in preden vam pokažem aplikacije, ki jih uporabljam in kako uredim fotko za na Instagram, bi vam rada povedala še par pomembnih stvari. Če me slediš na Instagramu, pol si že videla termine meet and greetov, 4 termini, Nova Gorica, Celje, Maribor, Ljubljana. Vsi 4 meet and greeti se bojo zgodili ob 5. Upam, da prideš, zato da se lahko stisnemo. Na teh meet and greetih kaj se bo dogajalo? Dejansko bomo, oziroma bom jaz, podpisvala zvezke. Tako da, prid z zvezkom, prid zaradi mene z vsemi zvezki, ki si jih nabavila, ker ti jih bom podpisala. In cel cirkus bo v bistvu okoli tega. Veliko od vas mi je tudi pisalo, kdaj prideta puščici. Datum je 15. avgust. In pa kdaj pride rokovnik. Rokovnik pride začetek septembra. Glede rokovnika vas moramo opozoriti, da ne gre za rokovnik oziroma planner, v katerega boste lahko pisali vaše obveznosti, ampak bo v bistvu šlo za prazne črte z to nitko, za znamkom. Letni planner pa pride konc leta, za novo leto 2019. Upam, da je to jasno in zdaj lahko skočimo, mislim, da... Ja, zdaj lahko skočimo ta video. Dajmo. Moj telefon, ki ga uporabljam trenutno, je Huawei P20 Pro v barvi, prelivajoči super cool barvi, od vijolične, modre k zeleni gre. Za naslovno fotko imam Najo z Anžetom iz enega super šmenci eventa, kjer sva oba zrihtana. In tako kot verjetno večino zdaj teh novih fancy telefonov, ga odklenem na prstni vtis. Cool. In takoj na začetnem ekranu so aplikacije, ki jih najbolj pogosto uporabljam. V spodnji vrstici pošta, Gmail, YouTube, Instagram, galerija, NLB Pay, Duo aplikacija in Viber. Na drugi strani ekrana imam cel zaslon aplikacij, nekatere uporabljam manj pogosto, nekatere bolj, ampak če jih preletimo, Trgovina Play, Zemljevid, Facebook, Snapseed, Airbrush, ura, koledar, beležka, nastavitve datoteke, Ladypill Reminder, StampMe, Files & Go, WeTransfer, Tidal za glasbo, potem NLB, njihov Click-in, Sprocket, to je za tisto malo napravco, da printa slike, iPrinter in Scan, to je za moj printer doma, hišen, zato se povežem v bistvu sam preko Wi-Fi-ja in lahko printam dokumente, karkoli se printa. Audible za poslušati knjige, to je cool, ko greš na daljšo pot z avtom, si naštimaš knjigo, so v angleščini, nekdo ti jo prebere in čas leti hitrej. Snapchat, katerega sploh ne uporabljam več. Mogoče bi ga spet lahko začela. Kaj mislite? Uporabljate Snapchat? Naslednja vrstica so aplikacije Grem z vlakom, Uber, Urbana, AdSense, YouTube Studio, orodja, Play Memories, Shazam. Shazam je super aplikacija za lovljenje komadov. Torej vsakič, ko slišiš kakšen hud komad po radiju in nimaš pojma, kaj je za en, odpreš aplikacijo Shazam, pritisneš na tole ikonco in on dejansko začne poslušati vse, kar je v okolici in ti skenira pesem. Zdaj pač ni nobene pesmi. Ampak ja, posluša, zdaj ni pesmi, zato no result. Potem zadnje dve sta Amazon S in Excel. To so torej vse moje aplikacije. Največ časa porabljam za Instagram, YouTube, Gmail, Viber, ko je že v tujini, oziroma Duo. Plačujem z NLB Payem. Pill Lady Reminder je super stvar za vse punce, ki jemljete tabletke, kontracepcijske tabletke, zato da v bistvu te spomne ob točno tvoji uri vsak dan, kdaj moraš vzeti tabletko. Tako
tako da hvala za to, ker jaz bi drugače vsak drug dan pozabila. Te dve aplikaciji zgori, Snapseed in Airbrush, sta moji dve najpogostejši uporabljeni aplikaciji, ko govorimo o urejanju fotk za Instagram. Snapseed je fajn zaradi tega, ker ti posvetli fotko in dejansko lahko narediš intenzivnost barv močnejšo, kar je meni všeč. Ker če spremljaš moj Instagram, veš, da obožujem barve, lepe, močne, yes. Airbrush je pa v bistvu super zaradi tega, ker ko imaš slab dan s kožo ali pa hočeš kaj malo popraviti, zbrisati, ima eno super stvar, ki se ji reče... Se ne spomnim, kako se ji reče. Ok, to je fotka, ki jo bomo obdelali. Kar uporabljam Huawei telefon, je že sama original fotka ful huda, ampak nikoli ne škodi, če jo še malo spedenaš. Jaz jo pol vedno izvozim še v Snapseed in prva stvar, ki jo preverjam, je filter tretji po vrsti, Pop. V bistvu ta filter naredi, da kožo malo posvetli in vse ostale barve malo naredi bolj intenzivne. In to je zdaj že zelo dober, v bistvu bi verjetno to kar objavila, ampak jo ne bom, zato da vam pokažem zdaj še drugi način, kako dejansko obdelam fotko. Torej, kliknem orodja, čopič in osvetlitev. Sem vrada na 0,7. Vzamem čopič in posvetlim ves ta del, ki je vzadi. Ko je to v redu, kliknem spet čopiček in dam nasičenost. To je zdaj ta del, ko hočemo narediti barvo bolj intenzivno. Spet s prstom povlečem po tistem predelu, ki ga želim narediti bolj intenzivnega. To je ta bluza, recimo da malo šminka. Ja, in zdaj, če primerjam prej pa zdaj, je razlika očitna. V bistvu svetlejša fotka z bolj intenzivno, z večjo intenzivnostjo barve. Kliknem kljukico in pritisnem izvozi še v Airbrush. Zdaj sicer na obrazu nimam nekih večjih nepravilnosti, ampak recimo, da imam tukaj gor na čelu, da me moti ta pika. Z Airbrushom največkrat naredim svojo kožo malo bolj gladko. To je ta prva smooth. Približam in spet s prstom grem po čelu oziroma po tistem območju, ki ga želim narediti bolj gladkega. In zdaj, če primerjam prej, zdaj dejansko ni velike razlike. Ampak če bi bila v taki svetlobi slikana, da bi se videli mozolčki in nepravilna tekstura, bi dejansko ta funkcija naredila kožo flawless. Kliknem OK. Potem imaš tukaj še naprej razne opcije, recimo akne, če bi imela kakšno pikco. Tukaj imam eno znamenje na vrhu čela in samo kliknem nanj in zgine. Prej, zdaj, recimo evo še tale, približam in kliknem na njo. Prej je bila, zdaj je ni. Potem, če imam nasmeh, lahko kliknem še whiten, čeprav tukaj zdaj nimam zob, ampak spet približaš in si sam malo zobe narediš bolj bele. In to je ponavadi vse, za marsikoga veliko popravkov, veliko stvari, ki jih spimpam, ampak vse je relativno. Tako da, če s to ne grem, dejansko popravim malo kožo, če imam kakšen mozolj, sliko naredim bolj svetlo in pa barve naredim bolj intenzivne. In zato potrebujem te dve aplikacije, Snapseed in Airbrush, in obe sta zastonj. Drage moje, s temi triki je tale video pripeljan do konca. Zaključila ga bom z zahvalo na pozitivne odzive šolske kolekcije. Vsem objavam stisnem like, ki jih vidim. Ne pozabite objaviti hashtaga afneguncam na Instagramu, zato da jih lahko najdem in tam potem polajkam. Hvala tudi za fenomenalen lep odziv na zadnji video z Anžetom pa Žanom. Fanta sta navdušena, samozavest ima je zrasla, če je bila prej tle, je zdaj tle. Ker je v bistvu že prej bila visoka, tako da, ampak zdaj še višji. In če me spomin ne vara, smo pred kratkim dosegli številko 37,000 naročnikov. Zato sem se odločila, da naredim tak spontan giveaway. Spodaj pod tem videom mi pusti komentar in ena od afnic bo prejela set 2 parfumov. To je to, za vas pripravljam ta teden še en video. Do naslednjič, drage moje, ljubčke, uživite. Čau!